Lepo pozdravljeni in dobrodošli na 18. izboru 10 najvplivnejših pravnikov tega leta, ki ga pripravlja največji pravno-informacijski portal JUSinfo. V teh letih se je na izborih zvrstilo 61 pravnikov, med njimi 31% žensk in 69% moških. Letos se je prvič v 10 najvplivnejših pravnikov uvrstilo enako število pravnic in pravnikov. Med pravnicami so varuhinja človekovih pravic, profesorici, državna sekretarka in odvetnica, med pravniki pa so svoje mesto našli minister, ustavni sodnik, profesorja in docent. Izbor je tradicionalno potekal v 2 delih. Izmed 20 finalistov, ki so bili največkrat predlagani v prvem delu, se je med najvplivnejše uvrstilo 10 pravnikov, ki so do 19. novembra, ko se je izbor končal, dobili največ glasov. V prvem delu izbora so organizatorji prejeli več kot 100 različnih predlogov oziroma imen pravnikov, ki so bili letos po mnenju uporabnikov portala JUSinfo posebej prodorni in prizadevni pri svojem strokovnem delu. V drugem delu izbora so obiskovalci portala lahko oddali glas enemu izmed 20 finalistov. Več kot 3400 glasovalcev je postavilo tudi številna aktualna vprašanja in obrazložilo svoje glasovanje, pri čemer so navajali odlike najvplivnejših pravnikov, kot so strokovnost, prodornost, načelnost, nepristranskost, kritičnost in etičnost, javno izpostavljanje ter letos tudi svežina in drzna argumentacija. Namen izbora je opozoriti na pomen pravne stroke in vplivnost posameznih pravnih strokovnjakov na dogajanja v tem letu. Letošnji najvplivnejši pravniki so dr. Klemen Jaklič, gospa Vlasta Nussdorfer, doktorica Dominika Švarc-Pipan, dr. Andraž Teršek, dr. Jurij Toplak, dr. Miha Šepec, zaradi neodložljivih obveznosti so svojo udeležbo opravičili doktorica Verica Trstenjak, doktorica Vasilka Sancin, Lucija Šikovec-Ušaj, dr. Miro Cerar, vsi so na poti v tujini, in naš generalni direktor družbe Tomaž Iskra. Čestitke vsem najvplivnejšim pravnikom. Preden pa začnemo tradicionalno okroglo mizo, tokrat z naslovom Reforma slovenske demokratične in pravne države, ki jo bo vodil profesor dr. Matej Avbelj, pa lepo prosim vse pravnike za skupno fotografijo. Lahko kar stane? Ja. Ne. Matej, samo delat. Tudi enostavno. Hvala lepa. Besedo pa predajam dr. Mateju Avbelju. Izvolite. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni še iz moje strani. Veliko veselje mi je, da smemo danes gostiti med seboj najvplivnejše pravnike po izboru portala JUSinfo. Portal JUSinfo je tisti, ki slovensko pravno stroko že dolga leta zalaga z najkvalitetnejšimi vsebinami z področja slovenskega pa tudi evropskega mednarodnega pravnega reda. Je pa tudi portal, ki
pravzaprav poziva svoje bralce in vse druge, ki se znajdejo na njem, da odločijo, katere pravnike povabiti na okroglo mizo ob koncu koledarskega leta. Jaz mislim, da gre tukaj za izjemno dobro družbeno poslanstvo družbe Lexpera in sem zato vesel, da smo danes tu, da se bomo lahko pogovarjali o nekem vprašanju, ki je po mojem mnenju temeljnega, če ne celo usodnega pomena za Republiko Slovenijo v letu 2018. Ko me je organizator povabil, da razmislimo o naslovu okrogle mize, nisem veliko odlašal in sem si, tokrat ne zase, ampak za druge, postavil vprašanje, ali je potrebna reforma slovenske demokratične in pravne države. In na to vprašanje bodo danes odgovarjali moji gostje. Jaz sem tudi vesel, da jih lahko spremljate ne samo vi tule v dvorani, globoko, pravzaprav visoko nad prestolnico Republike Slovenije, ampak tudi drugi gledalci na spletnem portalu RTV Slovenija. In vas tudi vabim, smo zelo demokratični, za demokratično in pravno državo se to seveda spodobi, da se v razpravo vključite prek Twitterja na osnovi hashtaga, ki ga vidite tamle v ozadju, to je Lojtra10NP2018. Kot je bilo že povedano, so se nekateri najvplivnejši pravniki in pravnice danes bili primorani opravičiti. Nekateri izmed njih so pripravili svoje pisne prispevke, ki jih boste bralci prav tako lahko prebrali na spletnem portalu družbe Jusinfo. No, brez nadaljnjih okolišenj bi pa kar začel z današnjimi sogovorci. Pravzaprav imamo privilegij, da so med nami vsi ste pravniki, vsi ste pravnice, družbena pričakovanja od vas so, da delate tisto, kar je prav. In stališča glede tega, kaj je prav v družbi, so lahko različna. Še bolj pa so različna stališča v družbi o tem, kaj je dobro. In posebej tisti pravniki, ki nastopate v vlogi politikov ali pa institucionalnih akterjev, morate neizbežno vsak dan vedno znova in znova iskati ravnotežje med tem, kar je dobro za vašo institucionalno vlogo, morda za vašo politično stranko, in med tem, kar čutite in veste, da je prav po vaši lastni vesti in po tem, kar pravni red nalaga. Pravniki, akademiki, ki jih imamo tu zraven, imajo seveda nek drug privilegij, da lahko z večjo mero kritične distance oddaleč opozarjajo na to, kar je prav in narobe. In z vprašanjem, kje po vašem mnenju bi bila najbolj potrebna danes reforma slovenske demokratične in pravne države, bi začel z gospo varuhinjo človekovih pravic, gospo Vlasto Nussdorfer. Za vami je eno dolgo, lahko rečemo, produktivno obdobje na položaju varuhinje. Ta vaš mandat se zdaj nezadržno izteka. Moje osebno mnenje je, da je institucija varuha človekovih pravic pravzaprav izjema v slovenskem prostoru, ki ga na nek način zaznamuje institucionalni razkroj, ki je eden glavnih problemov demokratične in pravne države. Pa me zanima, v točki, kateri ste začeli pred leti in točki, kjer ste danes, kaj bi vi opredelili kot glavni problem slovenske demokracije, pravne države in kje menite, da je torej in kako je treba še kaj postoriti? Hvala lepa, gospod Avbelj. Beseda hvala je kratka, skromna, a vendar prijazna. In zato dovolite, da se najprej zahvalim Jusinfu za vse te izbore, kajti tako imamo vsi mi, ki smo izbrani, kadar smo, in tudi tisti, ki nas gledajo in poslušajo, možnost, da slišijo, kaj si ob koncu vsakega leta pravniki mislimo o različnih temah. Seveda bi čestitala tudi vsem, ki ste tu med 10 najvplivnejšimi pravniki in pravnicami, pa tudi tistim, ki jih ni, in kot varuhinja poudarila, da je prvič res doslej, da je enaka zastopanost žensk in moških, kar je tudi lep napredek. Kar se tiče vprašanja, ki ste mi ga postavili, pa sem se pravzaprav v trenutku zazrla v to nebo, ki je tam zunaj sivo, oblačno,
Ni sicer nevihte, ne obeta se, niti sneženje, a vendar je naša pozicija tu visoko, včasih podobna tudi državi in njenim institucijam, ki so previsoko, ki ne vidijo ljudi, ki so tam doli, ker so premajhni. Nekoč mi je nek gospod, ko sem govorila o malih ljudeh, rekel, ne uporabljajte izraza mali človek, kajti tudi mali človek je lahko zelo velik. In kaj je tisto, kar mi pravzaprav ljudje pišejo nam 16.000 pisanja vsako leto, zato si lahko zamislite, kaj vse dobimo k varuhu, kaj mi sporočajo, kaj nam kot instituciji, vsem zaposlenim pišejo. Seveda ni veliko pohval. Kajti varuh človekovih pravic ni institucija, kamor bi pisal kot v knjigo pohval, marsikje so položene in še vedno prazne, ampak so to kritike. Odzivi na trenutno stanje v državi, na dogodke, ki so zelo aktualni, ljudje se odzivajo že preko noči, če jih nekaj razburi. Seveda, kaj je skupek tistemu, kar sporočajo? Nespoštovanje ljudi, nespoštovanje institucij. Sprašujem se, kdaj bodo institucije v državi dosegle tak nivo, da bo nekdo lahko rekel, če tako pravijo, če tako razsodijo, je tudi prav. Zdi se mi, da imamo seveda vsi veliko pravico, da govorimo na glas, opozarjamo in zato vsa pisanja, ki prihajajo k varuhu, so tudi neko opozorilo za naše delo. Kaj narediti, kje so potrebne spremembe. In vsako leto tej državi in njenim institucijam namenjamo priporočila. Od 70 do 100, lansko leto oziroma leto za lansko leto 76. Zelo natančno po posameznih področjih. Pred 2 leti smo začeli z delom ocenjevanja institucij na način, kaj so kršitve in kdo so kršitelji. To ni seveda neko pribijanje kršiteljev na nek pranger sramote, vendar opozarjamo na to, kje se najpogosteje dogajajo kršitve. In veste, kaj je tista, ki je najpogosteje navajana v naših izdelkih? Dobro upravljanje, ki je kršeno. Torej, da vsak, ki upravlja z nečem, lahko dobro ali slabo. Seveda tu včasih naletimo na odzive, da so primanjkljaji kadrovski, da ni denarja. Včasih so to izgovori zlasti za upravljanje. Kajti lahko si dober, boljši, najboljši ali pa zelo slab. Včasih zaradi dreves ne vidiš gozda, včasih obratno. Zdi se mi, da bi vsi v naših institucijah se morali zavedati, da imajo pred seboj človeka. In če pride eden, bi jih lahko prišlo 100, 1000. Včasih se zgodi, da nam piše samo en človek, pa takoj ugotovimo, da gre za nepravilnost, opozorimo državo, institucijo, center za socialno delo, ministrstvo, kogar je pač takrat potrebno in če se hitro odzove, dobi celo pohvalo. Dolgotrajnost postopkov je tudi zelo moteča. Seveda, nekateri s svojimi postopki pridejo do Evropskega sodišča, beležijo leta, izdatke za odvetnike, ki jih morajo plačati in potem se vprašajo, ali je to pravi uspeh. Sama menim, da je prav, da imamo institucije, kot so Ustavno sodišče, Evropsko sodišče, ker nekdo pogleda še z nekega vrha neba in ugotovi še marsikaj. Vendar vsak, tudi na najnižjem nivoju, bi si lahko prizadeval, da bi pravično in pošteno rešil zadevo, strokovno. Zato tudi pravosodju ne nalagamo samo obveznosti, da ni dolgotrajnih sojenj, ampak tudi kakovostna sojenja. In tu na tem področju velja še marsikaj narediti. No, vendar, če vas smem, ko rečemo država, institucije, tisto, kar je občutek državljanov, da če recimo varuh že na nekaj opozori, potem slednjič ni nikogar, ki je pa vendarle za konkretne napake, ker to niso stvari, to so zadeve, ki so konkretne napake, konkretne kršitve, ki zadevajo konkretne ljudi in
te napake, kršitve je verjetno storila konkretna oseba. Kako vi vidite problem uveljavljanja odgovornosti? Odgovornosti tudi v tem smislu, da se to vrstne napake ne bi več ponavljale, ker v številnih vaših letnih poročilih navajate. Ponovno opozarjamo na to, kar smo že upozorili, pa še naprej je upravljanje slabo in tako naprej. Odgovornost je izjemno pomembna beseda, vendar jo ljudje težko prevzamejo nase. Vsak vidi krivdo pri nekom drugem in ne pri sebi in celo opravičiti se ne zmore in zna. A veste, koliko ljudi, ki se obrne na nas, želi celo samo opravičilo za napako, ki se je zgodila. Pustimo denar, pravijo, samo da bi se mi nekdo za to prijazno opravičil. Tega običajno ne dobijo. In zato smo v našem letnem poročilu poleg kritik državi začeli pisati celo pohvale. Kajti, če bomo opazili napredek, upajmo, da bo tudi več takih, ki bodo sledili neki pozitivni zgodbi. Res pa je, čeprav ni naloga varuha, da spremlja prejšnja priporočila, ker jih prenese v državni zbor, ta na vlado, sem sklenila s svojimi sodelavkami in sodelavci, vestno spremljamo uresničevanje priporočil. In prav kmalu bo izšel pregled 6 let, da bomo videli, kaj smo morali vsako leto, tako kot ste lepo rekli, ponavljati, pa se ni spremenilo. Obljuba ni dovolj. Treba je realizirati to. Hvala. In to govorili ste o dobrem upravljanju, o potrebi po realizaciji in seveda moč, pristojnost realizirati, moč vladati v tej državi ima vlada in ministrstva. In tu sem zelo vesel, da imamo med seboj tudi kolegico Dominiko Švarc Pipan, državno sekretarko. Ti, Dominika, si na nek način zdaj videla oba svetova. Ali pa mogoče celo 3 svetove. Akademski svet, mednarodni, strokovni svet, pravosodni svet in zdaj seveda slovensko pravosodje od znotraj, kjer nosiš svojo ministrico tudi politično odgovornost za stanje pravne države v Sloveniji. Pa me zanima, kje ti in ministrstvo vidi največje probleme delovanja slovenske demokratične in pravne države v tem trenutku in če bi imela čarobno palico, kaj bi bilo tisto, kar bi rekla, to je pa treba spremeniti takoj, da bi se sistemsko stvari začele izboljšati? Hvala, Matej. Vprašanje, ki si mi ga zastavil, je kompleksno, sploh v nadgradnji tistega prvega vprašanja. Tudi jaz bi se najprej na začetku želela zahvaliti portalu JusInfo za to priznanje, za to čast in nenazadnje tudi za veliko odgovornost, ki mi ga portal in tudi seveda bralci in spremljevalci, ki so glasovali za vse nas, tudi vsem nam pravzaprav nalagajo. Predvsem je to velika odgovornost in začela bi mogoče kar tukaj, vpliv. Zavedati se moramo seveda, da vpliv se lahko uporabi v dobro ali v slabo, prav ali narobe. In mislim, da se začne prav tukaj, pri tistih, ki smo tako ali drugače vplivni, kot akademiki, kot nosilci javnih ali drugih pooblastil, kot strokovnjaki, kot pravni praktiki. Moramo se najprej tukaj zavedati. In jaz mislim, da prav tukaj je pravzaprav tisti začetek vsega, izvor vsega zla, pa tudi mislim, da izvor vseh možnih rešitev. In to je v miselnosti, v zavedanju vsakega posameznika, tudi predvsem pa strokovnjakov in tistih, ki so vplivni, da nosimo to odgovornost do vseh ljudi, do svoje stroke. In tukaj mislim, da moramo v Sloveniji še prav precej postoriti in da je še kar precej prostora tukaj za postoriti. Bom najprej mogoče svojega lastnega stališča, ne toliko stališča Ministrstva za pravosodje, pa bi potem na kratko še o tem in če pozabim, prosim, Matej opomni. Nekaj teh stvari je že omenila spoštovana varuhinja, ki jo izjemno cenim in katere delo kot tudi institucija sta pravzaprav tudi eden ključnih stebrov vseh teh načel, ki so bila že omenjena. Eno od teh je bilo omenjeno odgovornost. Seveda, jaz mislim, kot si sam rekel, Matej, stvari, glede na to, da sem bila 12 let v tujini, sem dolgo časa opazovala od zunaj. In ko si od zunaj pogrešaš domovino, pa vendarle lahko z neko distanco gledaš tudi na probleme, ki se dogajajo. In tisto, kar je nekomu, ki v tujini živi, pa vendarle srcem ostaja vezan na domovino in ga bolijo stvari, ki se dogajajo, se utrne nekaj misli, med katerimi jaz rada ponavljam, jaz sem že v preteklosti tudi prijateljem, ki so me spraševali in kolegom rada poudarjala, da vidim eno ključnih razlik med miselnostjo v Sloveniji in pa miselnostjo v tujini to, da se v Sloveniji, ko gre nekaj narobe, ko se pojavi problem, najprej ubadamo in največ ubadamo s vprašanjem, kdo je kriv,
V tujini je bila moja izkušnja ta, da se najprej vsi fokusirajo na vprašanje, kako problem rešiti. In to je en ta miselni premik, ki mislim, da bi ga morali storiti vsi, ne samo strokovnjaki. Seveda, to ne pomeni, da vprašanje odgovornosti in krivde ni pomembno in tu je ta drugi problem, ki mislim, da bi ga bilo potrebno nasloviti, pa ga mora najprej vsak sam pri sebi, moramo ga pa tudi sistemsko urediti, kar mislim, da ni dovolj dobro urejeno in to je to vprašanje prevzemanja odgovornosti, kajti, kot je rekla že varuhinja, ljudje ne zamerijo, če se dogajajo napake, tudi če se dogaja kršitve. Vsi smo ljudje, vsi smo krvavi po kožo, tudi največji strokovnjaki delamo in delajo napake, ampak tisto neprevzemanje odgovornosti pa je v naši družbi res kronično. In strinjam se s tem, kar je bilo povedano, da si večina ljudi pravzaprav, tudi sama to doživljam in izkušam, predvsem želijo tople besede, pozornosti, občutka, da vendarle so slišani, da niso nepomembni in da se prevzame odgovornost vsaj v tem smislu, da se upraviči. Seveda je pa v številnih primerih potrebno odgovornost uveljavljati tudi institucionalno in tu nam še kar veliko manjka. Druga stvar, ki mislim, da je potrebna pri tem premiku, je zavedanje potrebe po sodelovanju in predvsem po solidarnosti v naši družbi, slovenski družbi. Vendarle smo izjemno majhen narod, smo pa tudi narod, ki ima izjemne posameznike na vseh področjih. Posameznike, ki žal velikokrat tudi uidejo v tujino, tako kot sem nenazadnje tudi sama šla v tujino, pa sem se vrnila pač predvsem iz osebnih razlogov, ker pogrešam to deželo, domovino in svojo družino in prijatelje in ker sem si želela tudi kaj prispevati. Ampak to pomanjkanje solidarnosti, bom rekla, me pa tudi na osebni ravni precej boli. Imamo ogromno ljudi, ki se pri nas trudijo na takšnih ali drugačnih ravneh, predvsem izven institucij države, to je tisto, kar je žalostno, se trudijo pomagati tako strokovno, tudi pravniki, kot na vseh drugih področjih, nevladne organizacije, prostovoljci in tako naprej. Manjka nam pa tukaj zavedanje solidarnosti, nenazadnje tudi v delovanju državnih inštitucij. Sedaj, ko sem nekako prešla iz prej akademskih vod, pa iz vod pravnika, praktika v mednarodnih sodnih institucijah, v politiko, me najbolj moti prav to, koliko časa in energije pravzaprav porabimo za to, da se med seboj prepiramo, da merimo moči. Jaz mislim, da je to predvsem problem ega. In spet prehajam na tisto, ker ampak politika je tudi konflikt, ne? Ker družba je polna razlik in polna konfliktov. Politika mora biti konflikt, to je jasno. In v zdravi družbi, kar mislim, da v tem trenutku slovenska družba ni, in to želim in večkrat tudi izpostavim, je zdravo tudi, da se oblasti menjavajo, levo, desno in tako naprej, kakorkoli že na to delitev gledamo. Mislim, da v Sloveniji nekoliko drugače kot v tujini mogoče in to pogrešam, to neko dinamiko, ki je nujno potrebna in ta konflikt. Ampak poznamo zdrav konflikt, to je, se pravi, kritika, nasprotni predlogi, izmenjava argumentov, ki pa mora potekati na neki racionalni ravni, predvsem pa na konstruktivni ravni v smislu, da se, in to je ta solidarnost, ki imam v mislih in to sodelovanje, da se vendarle išče skupna rešitev. To pri nas pogrešam. Spet, če se vrnem na mojo izkušnjo iz tujine, kot sem prej rekla, ko pride do problema in se večina pravzaprav vedno sfokusira na to, kako problem rešiti, seveda se krešejo mnenja, ne samo politiki, tudi pravniki, dva pravnika, 3 mnenja, ampak tisto, kar pri nas pogrešam, je to, da se bi usmerili v iskanje tiste skupne rešitve. Na koncu tudi v tujini smo se lahko in tudi kolegi, ki imajo te izkušnje, verjetno bi se strinjali, se lahko tudi skregamo na argumentiran način, ampak vendar najdemo rešitev. Se pravi, jaz se tukaj fokusiram bolj na to miselnost. Kaj ti mislim, čeprav bomo še seveda razpravljali o institucijah, politika in tako naprej, o pravni stroki, ampak če ne bo vsak posameznik pri sebi, zlasti ti vplivni strokovnjaki na vseh področjih, najprej naredil tega miselnega in vrednostnega premika, da se res vsi trudimo, tako kot je rekla že varuhinja, narediti na svojem področju tisto, kar je najboljše v strokovnem smislu, pa tudi tisto, kar čutimo, da je prav. Čeprav, ja, lahko imamo različne predstave o tem. Potem verjamem, da bomo tudi skupaj lahko našli tisti skupni prav, tisti skupni najmanjši imenovalec. Ves čas pa opažam, da smo v nekakem krču. Nenazadnje tudi v sami pravni stroki. Mene je recimo zdaj čisto ilustrativno ali pa anekdotično razveselil odziv res cele vrste slovenskih pravnikov, katerih politično-nazorsko prepričanje so dokaj deklarativno na eni ali drugi strani politične mavrice, ki so se odzvali na pisanje Vrhovnega sodišča glede sodbe ESČP-ja v primeru Pro Plus. Tu se je videlo, kako je stroka stopila skupaj. In to se mi zdi izjemno pomembno sporočilo in tudi videti je bilo, da je to sporočilo nosilo večjo težo, kot kadar se na nek način delimo po levo, desnih ali kakršnih drugih ideoloških razlikah. Epiloga v tiste zadevi pa vendarle ni bilo. In tukaj se spet vračamo tisto,
tisto osebno odgovornost. Matej, jaz sem tebe poslušala, ker sicer nisem bila sama zaradi drugih obveznosti prisotna na seji v Državnem zboru, ampak sem te poslušala in kot vedno občudovala, kako jasno si to povedal. Poziv k odgovornosti, ki pa se strinjam z številnimi mnenji, ki so bila izražena, mora biti v prvi vrsti tisti oseben. Se pravi, oseben občutek odgovornosti, kogarkoli že, ki je žal res nerodno izjavo zapisal in objavil, tega še danes ne vemo. Drugo vprašanje seveda je, ali in kako mora biti to institucionalno urejeno in kdo bi tukaj moral reagirati, ampak v prvi vrsti mislim, da bi moral to odgovornost prevzeti posameznik. In če nič drugega, stopiti pred ljudi, pokazati svoj obraz, priznati svojo napako. Kajti ne nazadnje, menim, da je tudi priznanje napake ne samo zadoščenje tistemu, ki mu je bila storjena krivica, v tem primeru mogoče ne krivica, ampak kakšnih drugih, ampak je tudi ne nazadnje vzor ljudem, pa sedaj, da uporabljam spet izraz malim ljudem, običajnim državljanom ali pa ne strokovnjakom ali kakorkoli že, tistim, ki niso slišani, vzor, da so lahko zmotljivi. V redu. In to je pomemben vzor. In to se moramo zavedati. Zmotljivost je v redu, vsi smo lahko zmotljivi, tudi državljani, ker ne nazadnje tudi državljanom ne odpuščamo njihovih napak. Po birokratsko in pogosto ne odpuščamo majhnih napak in jih zato neproporcionalno kaznujemo z administrativnimi ali drugimi sankcijami. V preteklosti smo jim tudi odvzemali recimo premoženje, celo nepremičnine, v kateri živijo, danes to popravljamo. Sedaj pa čisto na kratko še v tem političnem smislu Ministrstva za pravosodje, da usmeritev novega vodstva, tako ministrice kot tudi obeh državnih sekretarjev, je seveda ta, da si prizadevamo dejansko prisluhniti realnim problemom posameznikov. Zelo se veselimo kakršnihkoli pobud, ki prihajajo iz vrst državljanov, predvsem pa si prizadevamo, ko sem prej že omenila, da je zelo pomembno, da sodelujemo konstruktivno vsem, da ne silimo z glavo skozi zid pri rešitvah, ki jih iščemo, da prisluhnemo stroke in to bi rekla, da mogoče tudi moje osebno poslanstvo, ker pač prihajam predvsem iz stroke. Z vidika področja je pa tukaj ogromno stvari za urediti. Seveda je potrebno urediti še vedno izjemno problematične in alarmantne ekscesne napake v sodstvu. Sedaj, kot vemo, zaostanki niso več sistemski problem, to ponavljamo že skoraj kot mantro, vendar pa ekscesi, ki se dogajajo, so seveda nedopustni in potrebno je urediti večjo transparentnost, odločanja v sodstvu, predvsem je potrebno urediti, menim, da kvaliteto sojenja, za katero si moramo začeti prizadevati že najbolj na začetku, pri izobraževanju, usposabljanju in spet dejansko utrjevanju zavesti v mladih pravnikih, v sodnikih, ki prihajajo, v mladih sodnikih, kaj pomeni biti sodnik, kaj pomeni biti tožilec, kaj pomeni biti odvetnik, da spoštuje to svoje poslanstvo. Tu moramo začeti. Samo zadnji stavek, tudi če sistemsko rešimo stvari od zgoraj, mislim, da jih ne bomo rešili, če ne bomo od spodaj te miselnosti pri teh strokovnjakih dejansko spremenili. Drži. Hvala za to prepričljiv odgovor. Bomo lahko v njem prav gotovo še kaj rekli, že v nas kot celej čas preganja. V dobri družbi čas hitreje teče. Ne nadaljujem z naslednjim institucionalnim akterjem, z dr. Klemnom Jakličem. Gospod Jaklič, vi ste zdaj že nekaj časa ustavni sodnik, pa me zanima, ko gledate z perspektive ustavnega sodišča, kaj je tisto, kar vi vidite kot največji problem slovenske demokratične in pravne države, torej v sistemskem smislu Republike Slovenije, in kaj vi vidite kot največji problem ustavnega sodišča kot institucije? Seveda tukaj vas vabim k odgovoru v okviru tistega, kar vam vaš položaj ustavnega sodnika dopušča, da nam pravzaprav poveste. Ja, torej v tem, kaj mislim sam, da je največji problem slovenske demokratične in pravne države iz vidika ustavnega sodišča, seveda ne bom govoril, ker ne smem in tudi ne želim. Neodvisnost inštitucije je pač aksiom in tega se je potrebno držati in k temu prispevati. Tudi ne bom govoril o svojem osebnem pogledu, kaj mislim, da je v Sloveniji konkretno narobe v zvezi z demokratično in pravno državo. Lahko pa vrišem en model, ki ga v literaturi omenjajo, pa več modelov, ampak če jih združim v en model, ki jih omenjajo glede problema demokratične in pravne države, kako se lahko ta, ki je na eni strani perfektno zapisana v pravnih dokumentih na deklaratorni ravni, pravzaprav sesuje v prah in ne uresniči zaradi neizpolnjevanja tako imenovanih predpogojev svobodne demokratične družbe.
Namreč ni dovolj, da je demokracija zapisana v najpomembnejših pravnih dokumentih, ustavi pa v mednarodnih in drugih dokumentih, in pravna država, ampak še bolj bistveno je pravzaprav izpolnjevanje predpogojev, v katerih demokracija in pravna država sploh lahko zaživita. Če ti niso izpolnjeni, ne bo noben dokument pomagal, ne bo nobeno govoričenje pomagalo. Nekateri tukaj v teoriji, v jedru tega vprašanja govorijo o tako imenovanem svobodnem oblikovanju politične volje. Freie politische Willensbildung. To je predvsem nemška teorija, literatura zelo podrobno razdelala, pa prav tako anglosaška. In to povezuje z vprašanjem pluralizma. V svobodnih demokratičnih inštitucijah se zgodi nek fenomen, tudi zgodovinsko gledano, ki ga ni bilo dotlej nikoli prej do tega trenutka. Namreč ljudje odkrijemo, da živimo v pluralnem svetu, da imamo zelo različna mnenja, zelo različne poglede. In to pravzaprav je tisto, kar je v jedru demokracije in v jedru pravne države. Če na tem področju se zgodi kaj narobe, naprimer, da kakšna dominantna sila, takšna ali drugačna, prevzame polje, recimo, medijskega poročanja, pluralnost na tem področju, potem se že tukaj pri tem predpogoju zalomi. Potem se duši pluralnost. Tako da mene skrbi, pravzaprav, mene tudi z vidika te literature, avtorje skrbi pomanjkanje pluralnosti v nekaterih deklaratornih demokracijah. Ne pa preveč pluralnosti. In zdaj, če se zgodi, da je v neki družbi, ki se deklarira za demokracijo, medijski prostor, kar se tiče dominantnih medijev, monopolističen, potem ne moremo govoriti o resničnem svobodnem oblikovanju politične volje. Kajti ljudje, ki dobivajo informacije, ki volijo na volitvah, ne bi tako volili, če bi bil ta prostor pluraliziran. Če bi bilo približno enako močno ta moč razporejena v medijski krajini. Tako so tudi izvoljeni potem ljudje, ko pravi literatura, če ni svobodnega oblikovanja politične volje, ki sicer ne bi bili izvoljeni, pa ne samo v parlamentu. Ampak potem tudi ti ljudje naprej volijo sodnike, ki tudi odločajo, volijo izvršno vejo oblasti, ki tudi potem odloča. Volijo pravzaprav organe pregona, postavljajo organe, imenujejo organe pregona in tako naprej, tožilstvo in tako naprej. In vsi ti ljudje, vsi ti odločevalci ne bi bili tam, če bi bil prostor pluraliziran. To je ta predpogoj svobodne demokratične družbe, svobodnega oblikovanja politične volje. Zato je eksistencialno pomembna pristna uresničitev tega predpogoja. Pluralizem na področju medijske krajine, verjetno to terja tudi pluralizem na področju kapitala, razpršenost kapitala. Da se izogne vselej prežeči politiki, ki preži na te vzvode oblasti. Kajti s tem si politika podaljšuje svojo vladavino. In potem pridemo do rezultata, ko si ena in ista politična opcija, tako pravi recimo literatura, izpelje to tezo, podaljšuje zmago na volitvah. Iz 4-letke v 4-letko. Bistvo demokracije pa je ravno obratno. Bistvo demokracije je v zamenjavi ljudi. Let's throw the scoundrels out, pravijo. Vržimo pokvarjence ven, to je anglosaški izraz. Če imamo demokracijo, ki v resnici deluje, se bo to vselej zgodilo. Če pa imamo demokracijo na papirju, ki ne zagotavlja svobodnega oblikovanja politične volje, potem se bo dogajalo ravno obratno. Se bo lahko oblast podaljševala. To je fenomen, ki se dogaja v različnih državah. Imate monopoliste na medijskem področju, ki so hkrati akterji v politiki in tako naprej. Imate različne oblike, različice tega problema. Tako da bistvo je pri vprašanju svobodnega oblikovanja, zagotovitvi svobodnega oblikovanja politične volje. To je pomembno tudi za pravno državo, kot sem rekel. Kajti ta večina, ki sicer ne bi bila večina, ima ključno vlogo pri imenovanju sodnikov, pri imenovanju organov pregona in potem ti akterji vidijo, kar je legitimno, imajo svoj moral outlook, to se pravi svojo moralno vizijo, svoj svetovni nazor in ta vselej upravičeno, poudarjam,
vpliva do neke mere, seveda, na odločitve. Ampak, ker gre za večino, ki se podaljšuje iz 4-letke v 4-letko, prihaja do zapolnjevanja teh ključnih vzvodov oblasti z preveč monolitno kadrovsko sestavo in s tem sistem ubija pluralnost. Premalo je pluralnosti, preveč je monolitnosti in to je nevarnost demokraciji. Podobno je na visokošolskem področju, opazujejo tudi drugod. Visokošolski prostor je prav tako prostor, ki bi lahko spremenil ta začaran krog. Intelektualci, ko spregovorijo, imajo zelo pomembno vlogo. Ampak če visokošolski prostor monopolizirate, ga zaprete, podobno kot pri medijih, visokošolstvo je zelo pomemben medij pravzaprav, naredite enako. Naredite enako, isti problem. Če kadrujete na ključne fakultete, univerze ljudi, ki niso tako, se ne zavedajo tega problema in niso tako usmerjeni v zagotavljanje svobodne demokratične družbe in predpogojev le-teh. Da bi imeli ta pogum, da bi spregovorili, ali pa ne vidijo tukaj, ali sploh ne poznajo tega problema, ali pa ne vidijo tukaj, da bi bil to največji problem. In tako tudi iz visokošolskega prostora potem ne dobimo dovolj te kritike, tega pluralizma. Včasih se sistem zavaruje s tem, da dovoli nekaj pluralizma na kakšnih šolah iz spodnjega kašla, brez vrednostnih nekih negativnih oznak, ampak včasih rečejo, glejte, saj imamo pluralnost, saj imamo še to šolo. Ja, ampak ta šola ne more tekmovati z nekim mastodontom, ki je recimo na tako majhnem visokošolskem prostoru, kot je Slovenija, recimo, če dam primer, pa lahko dajmo tudi katerokoli drugo državo, vemo, visokošolski prostor je problem v marsikateri evropski državi, so večje razprave tam kot pri nas. Če je nek mastodont večji kot recimo Svetovna univerza Harvard, Svetovna univerza Oxford, ki pokriva celoten svet, študente iz vsega sveta, tukaj pa na enem majhnem prostorčku imamo 2-krat večjo univerzo, potem je to monopol verjetno. Tako da to je druga stvar. Tretja stvar, glede predpogojev bi lahko govorili še in še, ampak tretjo stvar bom še omenil in potem zaključil. Ti nosilci oblasti, ki so na ta način izvoljeni in ki nam režejo pravico pravzaprav vsem državljankam in državljanom, na svoj način. Ta pravica bi bila povsem drugačna. Odločitve v zakonodajnem organu, preko sodišč in drugih organov, to bi bile drugačne odločitve, drugačna meja pravice, če bi bili na teh mestih drugi ljudje, tisti, ki bi bili izvoljeni na podlagi pluralnih predpogojev svobode demokratične družbe. No, ampak, ker recimo, da je v tem hipotetičnem modelu to tako, se dogaja tudi, da potem prihaja do instrumentalizacije tovrstnih organov. Ne samo različnega, legitimnega, moralnih vizij, ampak tudi do instrumentalizacije. To je tudi poznan pojav v literaturi in praksi, seveda. Tako se dogaja, da se pač določeni organi spravljajo nad drugače misleče v civilni družbi, da se spravljajo in preganjajo v nesorazmerni meri, preganjajo tudi direktno politike iz drugega nasprotnega pola. In če se to zgodi, če prihaja do teh očitnih nesorazmerij, potem je to problem. Ne bi bil problem, če bi bile te inštitucije pluralno sestavljene, ampak to, kot rečeno, je mogoče zgolj na podlagi svobodnega oblikovanja politične volje. In če pa se tukaj zalomi pri predpogojih tega svobodnega oblikovanja, nikoli ne bomo prišli niti do prave demokracije, niti do prave pravne države. In če smo intelektualno pošteni pri opisu takšnega modela, ne moremo reči, da je kadarkoli, čeprav so bile volitve na videz svobodne in poštene, v resnici niso bile. In takšna oblast v resnici, če smo intelektualno pošteni, ni nikoli pravzaprav do dovoljšne mere legitimna. In to je osnovni problem, ni dovolj, da imamo zapisane pravilne ideale v ustavah, v ostalih aktih in tako naprej. Vprašati se moramo, kaj je s predpogoji svobodne demokratične družbe. Hvala lepa, gospod Jaklič. Kolega Toplak, gospod Jaklič je večkrat omenil tisto temo, na kateri ste vi prvovrstni strokovnjak, seveda vprašanje volitev, vprašanje preslikanja družbenega pluralizma v politični pluralizem. Seveda s tem ne sugeriram, da moraš s prstom pokazati na to kot največji problem slovenske demokratične pravne države, pa me vseeno zanima,
kako bi nadaljeval pravzaprav to razpravo, sploh upoštevaje dejstvo, da se strinjam, literatura zahteva obstoj pluralizma kot predpostavko demokratične in pravne države. Ne samo kot predpostavko, ampak seveda tudi kot izplen. Kaj pa, če tega v družbi ni? Če družba po ekonomski, socialni in siceršnji plati ni pluralistična iz zgodovinskih razlogov? Zdaj, najprej hvala za vabilo in čestitke za organizacijo tega dogodka vsako leto. Če ni družba pluralna iz zgodovinskih razlogov, tako kot naprimer slovenska družba, ni zaradi enega daljšega obdobja pod enim režimom. Jaz se bojim, da družba rabi zelo dolgo, da bi postala pluralna in je naloga predvsem ustavnega sodišča, in seveda tudi drugih organov, ampak tu vidim predvsem ustavno sodišče tisto, ki bi moralo skozi svoje odločitve to zagotoviti. Ker če ljudstvo tega nima v sebi, niti ljudstvo, niti parlament, ki ga izvoli, tega ne bosta zagotovila. Ustavno sodišče na podlagi ustave in na podlagi Evropske konvencije človekovih pravic je tisto, ki ga edinega vidim, ki lahko to zagotovi. Zdaj, samo en praktičen primer sem se spomnil, ko si omenil, če družba tega nima v sebi, da bi pluralnost zagotavljala. Naprimer, ta primer, ko jaz že 6-7 let se trudim, da bi prišel do enih podatkov in bi jih dal javnosti. Približno polovica ljudi, s katerimi se pogovarjam, pa tudi verjetno polovica ostalih, meni, da ne želi tega videti. Ker oni ne želijo tudi ne pusti drugim, da bi to videli. Jaz mislim, da to je neki te podatke, ki jih recimo jaz želim dobiti, ki so povsod v Evropi javni. Mislim, da je Slovenija edina država, kjer... Katere podatke zaupaj? Podatke o tem, koliko je bilo maturantov na kateri srednji šoli. In pa podatek o tem, kolikšna je bila povprečna ocena maturantov na tej šoli. En podatek za vsako šolo. Tega približno pol ljudi in tudi, ki sem se jaz z njimi pogovarjal, pa tudi pol ostalih, pravijo, da jaz nimam pravice do tega, da bi to dobil, zato ker oni tudi tega ne želijo videti in ker je prav, da ljudje tega ne vidijo. Tega v družbah, ki so zrasle na svobodi kot neki vrednoti, tega ni. In jaz sem se zgledal, kje v svetu bi to bilo prepovedano, kar je pri nas prepovedano, pa tega nisem našel. Še celo, ko sem bil v Ugandi, sem videl na naslovnici časopisov, kdo so najboljši dijaki, pa kakšni so rezultati šol, pa od ZDA, Avstralije. Rekli so, da je to na Danskem, pa sem potem v danščini pogooglal, pa sem našel 30 različnih lestvic šol, pa so rekli, da je to na Irskem, pa sem Google Translate pogledal po irsko, kako se reče lestvice šol, pa sem na Irskem našel 20 različnih lestvic šol. Tako da, mislim, da je Slovenija di, ampak to je samo en tak primer, nima smisla, da preveč o njem govorim. Jaz bi rekel, da je vseeno v Sloveniji viden en napredek. Tudi na področju pravosodja je viden napredek, vse več sodnikov, pa tudi drugih, se zaveda, da imamo pa en minimum, pod katerega ne smemo. To je Evropska konvencija človekovih pravic. Vse več sodnikov, kar recimo, ne morem reči za 10-15 let nazaj, se zaveda, da to pa je minimum, ki si pa res pod minimumom, če to kršiš. In res, da imamo še žal sodnike, zato Slovenija večkrat obsojena v Strasbourgu, ki tega se ne zavedajo, ampak vse je pa napredek je viden in tudi recimo napredek je bil viden zdaj, ko sta omenila oba to sporočilo na spletni strani Vrhovnega sodišča. Mislim, da 10-15 let nazaj ne bi bilo takega odziva pravnikov. Bi to šlo kar tiho mimo. Tudi zato, ker je povedal Klemen, da
tu Univerza v Ljubljani je sploh, še recimo 10 let nazaj, je imela en monopol, ki tudi sploh na področju prava in poučevanja in razlaganja prava in mislim, da takrat ne bi nihče javno, sploh pa ne taka skupina pravnikov se izjasnila o takem, ki mislim, da ni samo nerodno, ampak je nekaj, kar se ne sme res nikoli več zgoditi in upam, da se bo čim prej javil tisti, ki je to storil, tako kot si predlagala, naj se sam javi. Bi pa še povedal, da je še en napredek viden in tu smo na Pravni fakulteti v Mariboru zelo ponosni, da imamo prvič tudi, bomo imeli iz naše fakultete predsednika Ustavnega sodišča, ampak nisem mislil, da je napredek viden zato, ker bo on prišel z naše fakultete, ampak zato, ker je on sebi zadal kot cilj. Kot cilj si je zadal, da naj bo Ustavno sodišče ena varnostna mreža, ki naj ne spusti nobene kršitve skozi do Štrasbura. In tu ga bom držal za besedo in želim, da Ustavno sodišče res postane ta varnostna mreža, ker doslej Ustavna sodišča niso imela tako visokega cilja. Hvala lepa za to izvajanje. Proti koncu bomo res sklenili tudi morda z bolj optimistično noto, kje vidimo napredek. Zdaj pa se dajmo še na kratko zadržati pri težavah slovenske demokratične prave države. Kolega Šepec, vi ste, čeprav razumem, ti si, se opravičujem, edini kazensko-pravni strokovnjak na tem omizju. Na kazensko-pravnem področju v Sloveniji, vsaj na publicistični, pa tudi na strokovni ravni je bilo veliko opozoril v zvezi z številnimi odmevnimi primeri. Ampak vseeno najbolj razvpit kazenski primer, kaznovalna zadeva je bila pa ravno ta, o kateri se je danes že precej govorilo, torej zadeva Pro Plus proti Sloveniji. Pa me zanima, če si tudi ti v tem odzivu Vrhovnega sodišča videl problem, nerodno izjavo ali pa morda je šlo morda za protiustavno izjavo. Kakšno je tvoje stališče? Hvala za besedo, točno o tem sem želel malo spregovoriti. Hvala portalu Jusinfo in hvala vsem, ki so glasovali zame. Predvidevam, da so to moje študentke in študenti in prijatelji, tako da res hvala, sem zelo ponosen na to. Ok, če se opredelim do tega, k čemur sem bil izzvan. Tukaj se meni postavi sledeče vprašanje in sicer, ali je Evropsko sodišče za človekove pravice nek nezmotljivi razlagalec te božje besede, torej tega pravičnega, ultimativnega prava in pravzaprav sploh nimamo pravice dvomiti o sodbah, ki jih izdajo, ali je pa to le eden od razlagalcev, ki je seveda lahko podvržen naši kritiki. No in preden lahko odgovorim na to verjetno kompleksno vprašanje, se moram malo dotakniti oziroma stopiti 2 koraka nazaj in pojasniti, kdo pa v pravu sploh ima prav. Če se 2 pravnika spreta, kateremu bomo verjeli in rekli, ta nam govori pravo, to je resnica, in kdo je tisti bebček, ki govori neumnosti, ki mu ne bomo verjeli. Na žalost ali pa na srečo, pravo ni eksaktna znanost. V pravu ne morete nikoli nikomur ničesar z gotovostjo dokazati. Če se sprejeta univerzitetni profesor pa študent prvega letnika, kako naj profesor z gotovostjo dokaže študentu, da ima on prav? Mislim, da ne more. Kar pa lahko naredi in bo potem tudi zmagal ta spor, je prepričal auditorij, torej naslovljence, ki jih naslavlja, da ima on prav. In to pravniki počnemo preko 2 karakteristik, bi jaz rekel. Prva je naša osebnost, naš karakter, naše ime, ki ga zastavimo, ko postavljamo. To je pa druga karakteristika, kvalitetne pravne argumente. Torej, to sta neka 2 stebra, na kateri gradimo. In višja kot sta, mogočnejša kot sta, bolj bomo uspešni pri teh pravnih sporih. In zato tudi številne druge znanosti, tehnične, naravoslovne, očitajo nam pravnikom, saj pravo sploh ni znanost. Se vi ničesar ne dokazujete, vi samo prepričujete. To je res. Lahko pa to obrnemo na glavo in rečemo, pravo je najvišja, ultimativna znanost. Ker mi se tukaj ne moremo skriti za neko enačbo ali za nek poskus podgano in potem reči, to je res zato, ker je podgana tako povedala ali pa test s podgano je tako pokazal. Ampak lahko zastavimo svoje ime in svoje argumente in če bomo uspeli, si pridobimo slavo,
oziroma če ne bomo, se nam bodo vsi smejali. In kaj je lahko bolj intelektualnega in plemenitega kot to? No, če zdaj prenesem to teorijo, ki sem jo ravno kar razvil na sodišče za človekove pravice, torej na Evropsko sodišče za človekove pravice, to sodišče je seveda sestavljeno iz več sodnikov. Teh sodnikov mi ne poznamo, razen nekega entuzijasta, ki hodi tja in jih spoznava na kavah, bere ločena mnenja, po večini jih ne poznamo. Ne vemo, kako močna sta ta dva stebra pri teh sodnikih. Zato kaj pogosto naredimo, apliciramo kvaliteto sodišča na sodnika, ki ga pošljemo sami tja. In 18 let smo mi imeli tam dr. Boštjana Zupančiča, torej enega najbolj uglednih in naprednih pravnikov tistega časa, pravzaprav pravni genij. Njegove polemike za sodniki Vrhovnega sodišča so legendarne. In če bi aplicirali kvaliteto tega sodišča nanj, bi potem rekli, Evropsko sodišče je kura, ki nosi zlata jajca. In ta zlata jajca lahko vsi samo občudujemo, negujemo, morda bo kakšno malo umazano, ga malo očistimo, ampak to je pa to. To je ultimativno pravo. No, ampak zadeve nikoli niso tako preproste. Leta 2016 se je zgodil, po mnenju marsikoga, tisti nesrečni izbor za naslednika. Po mojem osebnem mnenju bi bil dr. Jaklič vrhunski naslednik, ampak kolikor vem, so potem neke formalne pogoji so vam to preprečili, oziroma mladost, mislim, da je bila. Ampak ok, ne bom se v to spuščal, no, ne bi v tem. Naslednika, ki smo dobili tega novega sodnika, on je še relativno svež, se bo moral še malo dokazati in povedati oziroma nam prikazati, kako močna stebra sta pri njemu. To sodišče se sooča tudi z nekaterimi težavami. Absolutno je preobremenjeno, preveč zadev ima. Ponavadi je tako, da ko ima neko sodišče preveč primerov, kaj se začne dogajati, sodniki si izmišljajo konstruktivne načine, kako se zadev čim prej znebiti, kako izkazati, da ni pravnega interesa, kako jih zavreči, ali pa mogoče v kakšni taki zadevi, ki se nam zdi pomembna, njim pa ne, malo na hitro dosoditi. Torej, celo imamo neke sporna pričanja o nekaterih sodnikih. Z besedami Boštjana Zupančiča, ena od sodnic nima pojma v kazenskem pravu in verjetno še v kakšnem drugem. Tako da, jaz mislim, da če smo kritični in verjamem, da moramo biti, moramo vsako sodbo, ki jo od tam dobimo, kritično presoditi. Torej, naloga nas strokovnjakov in vseh pravnih intelektualcev je, da smo kritični in da ločimo oziroma izoliramo ta gnila jajca in na to upozorimo. Torej, to ni verjetno neka ultimativna resnica, ampak se o tem lahko debatira. In jaz vsakogar, ki se bo izpostavil in kritiziral neko sodbo Evropskega sodišča, zelo cenim. Zakaj cenim? Zato, ker povzemanje teh sodb kot neka ultimativna resnica, Božja beseda, to lahko počne vsak opičnjak. Medtem ko, če pa bi nekdo rad kritiziral te sodbe, je pa potreben pogum in potrebno je zelo visoko poznavanje in razumevanje prava kot celote, da se nekdo spusti in zastavi svoje ime v tej kritiki. No, potem pa pridemo do te nesrečne izjave Vrhovnega sodišča. Tukaj pa zadeva ni tako spoštljiva, da bi rekel, tukaj pa se je nekdo izpostavil kot oseba in postavil neke močne, dobre argumente, zakaj je ta sodba slaba. Kar smo dobili je izjava na enem listu, popolnoma neargumentirana, nekaj stavkov, nepodpisana in tudi zakaj nepodpisana, zato ker pod ta iztrebek se ne bi podpisal niti študent pravne fakultete, kaj šele vrhovni sodnik. In ta izjava zastopa stališče organa, Vrhovnega sodišča, torej organ, ki je zavezan spoštovati odločbe Evropskega sodišča. In ta organ se postavi na stališče, da bo malo presodil, kdaj jih bo spoštoval in kdaj ne. In ko se to zgodi, se lahko res vprašam, kje pa je tukaj neka pravna varnost, kje pa je tukaj pravna država. Ker naslednji se bodo zmislili, neka odločba Ustavnega sodišča nam ni všeč, bomo malo po svoje presojali ali pa morda kar nek zakon. Ta zakon pa ni preveč dobro spisan, pa bomo mi malo presodili. In ko se enkrat to začne dogajati, to je pa res, mislim, da zelo, zelo velika sramota, tako da se pridružujem tistemu pismu, ki je bil izdan in absolutno se kaj takega ne sme več ponoviti. No, ampak, ali mogoče tudi ti v tej zadevi pogrešaš epilog, ker pač pravna stroka redko je unisono, tako deklaratorno, jasno, robustno unisono v tej zadevi, vendar ta zadeva je šla zdaj preprosto mimo, ne da bi kdorkoli sprejel kakršnokoli odgovornost. Če povem, pravzaprav je predsednik Vrhovnega sodišča poslancem naprej omenjenem odboru za pravosodje, ki so ga pozivali naj pove, kdo je za to odgovoren, prostolastno
povedal, da je to interna stvar Vrhovnega sodišča. In s tem se je razprava v Državnem zboru končala, s tem se je končala polemična razprava v družbi in gremo dalje. Se ti zdi to ustrezno? Ne, to je absolutno neustrezno. Epilog je samo v tem, da se je izjava umaknila in da se verjetno ne bo ponovno ponovila kakšna taka zadeva. Kdo je to spisal, verjetno mislim, da nikoli ne bomo zvedeli. Morda nekdo pri vrhu, pa je nek interes, da se ne izve. Sploh po tem, če bi zdaj izdal to ime, kdo je to spisal, bi se verjetno samo še blamiral. Tako da ali bom to ime dobili ali ne, lepo bi bilo, da bi ga, ampak to je potem spet isto klicanje k odgovornosti, čemur se pa jaz strinjam. Jaz mislim, da če že nekdo postavi neko stališče, sploh v pravu, naj postavi za tem dopisom ali karkoli stališčem svoje ime. Tako da absolutno bi moral tukaj epilog biti. Hvala. Kolega Teršek. Vemo, pa ne povemo. Vemo, pa ne povemo. Mi vemo, ampak ne povemo. Kolega Teršek, tebe sem namenoma pustil za zadnjega, ker se kot vedno. 90 minuta, počasi bomo tako. Zakaj? Ker ti nisi nekdo, ki ne bi dal svojega imena pod številne tekste, opozarjaš iz dneva v dan na številne probleme demokratične pravne države v Sloveniji. Zato ti pravzaprav ne bom dovolil, da izbereš enega od svojih problemov, na katere si leta in leta opozarjal, ampak bi te vprašal povsem konkretno tukaj in zdaj. Si pa demokrat, da mi ne boš dovolil. Monopolistično vodim to okroglo mizo. Tukaj in zdaj, jaz mislim, da tudi slovensko javno zanima in se nanaša na vse to, kar je bilo povedano. Potrebo po pluralizmu, potrebo po svobodi, po odgovornosti institucij. Kaj je zdaj s to svobodo izražanja? Kadar predsednik vlade reče, da so določena mnenja bolj sovražna kot druga in da naj tista podjetja, ki so v državni lasti, premislijo, ali bodo ta mnenja še posredno finančno nagrajevala ali ne. Kako je zdaj s tem vprašanjem? Je to problem za slovensko demokratično pravno državo ali pa je, kot se zdi, kot misli večina, ker demokracija za nekatere je pač tudi to, da ima večina vedno prav, ali pa to morda ni problem? Kakšno je tvoje stališče? Zakaj si se podpisal pod tisto pismo? Ker delam to, kar mi dovoliš ali pa ne dovoliš. To si sam povedal. Samo da me ne boš to vprašal, zato ker sem od stalnega govorjenja in ponavljanja enega in istega in pisanja in od komentarjev do predavanj, do knjig, do člankov o enem in istem že pošteno utrujen, kar pa ne pomeni, da bi se zaradi tega pri tem početju pač mogel ustaviti. To je naše delo, da sami sebe bolj kot druge utrujemo za neprestanim ponavljanjem tistega, kar je bilo že tolikokrat ponovljeno in ki se nam zdi, ki imamo to v malem prstu, tam pa imamo to zato, ker smo toliko let, ur, pa ne nazadnje tudi denarja posvetili tem, da smo v svojih sobicah brali, študirali, pisali in tako naprej, je utrujajoče, ampak to je pač ta napor, ta bolečina, to breme, ki ga je treba nositi in ko postaneš od tega preutrujen v tem smislu, da si zaželiš več kot samo nekaj dnevne ali pa nekaj tedenske počitnice, potem si poražen, potem je ta bitka poražena, potem je ta smisel izgubljen. In tukaj je podobno kot pri večini teh vprašanj, ki so danes bila omenjena, razen da mal zameram, upal sem, da bo Nika bolj konkretno odgovorila na tvoje konkretno vprašanje o konkretnih načrtih Ministrstva za pravosodje, ampak mogoče ker to me res zelo zanimajo, te načrti, ampak podobno je. In v osnovi gre za svobodo izražanja. In bom ponovil. Jaz nasprotujem tem pavšalnim, preproščenim krilaticam, x število pravnikov, x število mnenj. Obstajajo različne okoliščine in različna dejanska stanja. Eno so mnenja.
gola mnenja. Gola mnenja izrekajo predvsem tisti, ki bi radi nekaj povedali, ampak o tem, o čemer govorijo, ne vedo dovolj. To so gola mnenja. Nekaj povsem drugega kot gola mnenja so stališča. Ta so utemeljena z znanjem in z vednostjo in pot do znanja in do vednosti je in inteligenca, in intuicija, predvsem pa dolgoletni naporni študij. In potem so tam prepričanja. Na koncu so prepričanja. Do prepričanja človek pride takrat, ko je zadeve tako premislil, preštudiral, dognal, predvsem tudi v polemičnih razpravah s tistimi, ki se z njim ne strinjajo, da lahko govori o prepričanjih. In to je nekaj povsem drugega kot golo mnenje. Zato obstaja bistvena razlika, kot je poudaril kolega dr. Šebec, in s tem se strinjam, ali nekdo samo bodybuildersko napenja mišice in kaže pogum, da se nekomu upira, ali nekdo svoj pogum uporabi za to, da prikaže svoje briljantno znanje, ki vključuje sposobnost argumentacije in dobro vedenje za to, da se vsebini neke odločitve, ki je argumentirana, upre z še bolj prepričljivo vsebino in še močnejšim argumentom. In temu se reče razpravljajoča ustavna država in temu se reče ustavniški diskurs. In o tem govori Habermas in ostali teoretiki diskurzivne teorije, razpravne teorije demokracije. Tako da obstaja bistvena razlika med tem, a se med sodniki in pravniki mnenja, ki bi morala biti stališča in prepričanja utemeljena na znanju, vedenju, krešejo, ali gre za nekaj povsem drugega. Pri nas gre za nekaj povsem drugega, ker do tega krešenja znanja in vedenja sploh ne prihaja, ne, ker se po eni strani tisti, ki kažejo nek pogum, v tej svoji pogumnosti ne odzivajo argumentirano z znanjem, vednostjo in močjo argumenta, drugič, ker se s tistimi, ki kritično naslavljajo njihove odločitve in oni so privilegirani, ker mi pojasnjujemo znanje, vedenje, stališča, prepričanja, oni pa odločajo. Mi ne odločamo o usodah ljudi in o stanju na svetu, oni to počnejo. Oni so, oblast z nami sploh ne želijo pogovarjati. Na naših avtorskih del pri svojem odločanju ne uporabljajo, niti kritično jih ne uporabljajo. Če jih kdaj uporabljajo, mogoče to prikrijejo, da uporabijo. Morda se kdaj kaj sposodijo, pa to odkriješ, ampak pa si misliš, nima veze, važno, da odločitev prava. Ne vabijo nas v diskurs, nas pa kvečemo žalijo, zmerjajo, psujejo, šikanirajo, diskreditirajo za našimi hrbti, če se to le da na različne načine. In obstaja bistvena razlika, a se nekdo ne strinja z neko odločitvijo, ali nekdo reče, da se ne strinja z odločitvijo, ki je enaka kot predhodnih 300 odločitev, ki so jasne, argumentirane, neizpodbitne in jih razume vsak študent prvega letnika. To je bistvena razlika. In tisti, ki na ta način se odzivajo na teh 300 enakih odločitev o enakem vprašanju, ki se imenujejo v pravnem jeziku ustaljena sodna praksa, to počnejo. Ali zato, ker jih ne poznajo, ali zato, ker jih ne razumejo, ker je grozljivo, če bi bilo tako, ker so tako enostavne in jasne, ali pa to iz nekega razloga, ki iz prava in pravne vede že prestopa na druga področja. Psihologija, socialna pedagogika, psihoanaliza in tako naprej. Torej, tukaj so bistvene razlike. In tista vprašanja, ki v našem javnem prostoru najbolj zavrejo, dobijo največjo medijsko podporo, dobijo največ političnega odziva in politikanskega tona so običajno vprašanja, in to je paradoks, ki so lahka, enostavno razumljiva, ki jih razumejo študentje v prvem letniku pravne fakultete in ki so že tolikokrat bila odločena in so popisana v toliko knjigah in sodbah sodišč, da bi jih težko spravili v ta prostor. In s tem imamo največji problem. Torej vprašanje svobode izražanja. To je vprašanje, na katerega obstaja lahko odgovor, in vprašanje dopustnosti vmešavanja predsednika vlade v svobodo izražanja v imenu zaščite ali pa pregona govora
ne sovražnega, ampak ki je nekomu, po percepciji nekoga sovražen. Ali je to lahek odgovor, lahko vprašanje in kaj je lahek odgovor za slovensko javnost? Ali glede tega obstajajo jasni pravni standardi, pod katere pravzaprav bi se morali podpisati vsi pravniki, ne glede na svojo svetovno-nazorsko prepričanje? Kaj je tvoje mnenje? Moje mnenje je, da so stvari prišle tako daleč, da se o tem se je dopustno izjavljati, se potem ne mogoče pogovarjati. V javnem prostoru se o tem ni več mogoče pogovarjati. Prepričani so prepričani in poslušajo sebe in tiste, ki so enako prepričani na drugi strani so prepričani, poslušajo sebe in tiste, ki so enako prepričani. Diskurs, kot jaz vidim, ni mogoč in to je točno problem svobodne, odprte družbe in pluralizma, o katerem je govoril Klemen, ki ga v Sloveniji očitno vse več ljudi, vse manj razume in najbrž tudi vajni sorodni knjigi, ki obe vključuje ta besedo pluralizem, ne bodo brali, ker je v angleščini, je še težje prebrati kot v slovenščini, rabijo še več časa in jo ne bojo študirali in najbrž tudi v sodbah sodišč ne bojo študirali in tako naprej. Svoboda izražanja se je izrodila v tehniko. Tehniko prava in tehniko politike. In vzpostavil se je en sijajen paradoks. Sijajen zato, ker je tako nor. Ljudje, ki ti očitajo, da preveč zagovarjaš svobodo izražanja, da si preliberalen, ko zagovarjaš svobodo izražanja, da s tem, ko zagovarjaš svobodo izražanja tistih, ki jim niso všeč, se z njimi ne strinjajo, imajo deplasirana stališča, širijo nestrpnost, tudi imajo sovražno držo, s čemer se vse strinjam. Ampak ko ti očitajo, da zagovarjaš tudi to svobodo izražanja, to počnejo tako, da te žalijo, zmerjajo, psujejo, diskreditirajo, o tebi lažejo, te obrekujejo in klevetajo. Ali se res ne zavedajo, da to počnejo zato, ker imajo to isto svobodo izražanja? Torej, komu in čemu potem omejiti svobodo izražanja, da bo svoboda izražanja ostala svoboda pri izražanju? Jaz v tem trenutku ob vsem, ker je bilo že o tem vprašanju napisano, sodno odločeno, doma v tujini, pa tega ne najdeš citiranega skoraj da v nobeni odločitvi rednega sodišča, nekoliko malo več morda, ampak tudi ne domačih del v odločbah ustavnega sodišča. Jaz v tem trenutku ne vem več, kako se o tem pogovarjati. Ker ne vem, kaj bi še lahko povedal tistega, kar sem povedal jaz, ker si povedal ti, kar smo povedali mi, kar je bilo zadnjih 200 let napisano v toliko znamenitih knjigah in odločbah sodišč, tako da za enkrat razmišljam, da je mogoče čas, da bi se zdaj odločil in bi malo molčal, ker razprava, pogovor brez žaljenja, etiketiranja levo-desno, psovanja, diskvalifikacij očitno ni možen. In če se ne razume, da je bistvena razlika izraziti mnenje o vsebini v nekaterih časopisih, na drugi strani pa izraziti pričakovanje, da se finančno oslabi možnost obstoja teh časopisov. Ti časopisi so pa hkrati opozicijski, opozicija je pa bistvo demokracije. Kdor tega ne razume, potem jaz ne vem, kako bi se s tistim, ki tega ne razume, pogovarjal o demokraciji. In poudarjam, v svobodi in v pluralizmu moraš zagovarjati svobodo, najbolj zagovarjati svobodo tistega, s katerim se najmanj strinjaš, ki ti je najmanj všečen, ki se ti zdi glede na svoje stališče in način izražanja najbolj problematičen. Zagovarjati moraš svobodo njegovega obstoja, dokler ne preseže skrajnosti, o katerih odloča pravo, ustava, ESČP, ustavno sodišče, kazenska zakonodaja in tako naprej. In jaz sem še naprej odločen, trdno odločen, da bom še naprej enako in enakopravno zagovarjal tiste,
ki jih sploh ne poslušam, ki jih ne berem, ki jih ne kupujem in ki me najbolj žalijo in najbolj psujejo in zmerjajo. Zdaj moraš pa molčati, ker nadaljujemo. Na nek način sta se že izvala z Dominiko stališče vlade, stališče predsednika vlade. Jaz mislim, da predsednik vlade si ne more privoščiti, da ima osebno mnenje, ker on pooseblja tisto institucijo, v kateri sedi. Pa me zanima, kako na Ministrstvu za pravosodje gledate na problem sovražnega govora v sociološkem smislu, kot se uporablja, pa sovražnega govora v smislu. Ali tu Ministrstvo za pravosodje snuje kakšne strategije v zvezi s tem vprašanjem ali ne? Super, dobro, da si Matej nekako ožal, tisto, kar je prej Andraž rekel, da nisem govorila o načrtih ministrstva, ker če zdaj začnemo o tem, lahko 15 minut to razpravljamo, je pa na nek način morda nepotrebna promocija, ampak če koga kaj konkretno zanima, bom povedala. Me pa veseli, da bi mogoče lahko povedala nekaj o teh vprašanjih, tudi, kot veste vsi, verjetno sama zelo veliko izražam svoje stališča v zvezi s temi vprašanji. Skušam tudi, in to se mi zdi pomembno, da tudi pravniki skušamo početi obrazložiti, tako kot recimo Andraž in vi vsi ostali tukaj počnete v svojih člankih, knjigah in tako naprej, kaj zdaj to je sovražni govor, kaj ni sovražni govor. Andraž sam je povedal, da pravzaprav je že obupan in utrujen od tega, koliko se trudi dejansko to obrazložiti. Tudi sama sem, Andraž, morda si opazil zadnje dni na Twitterju, delila nekatere esejke iz tvojih knjig, verjetno na nek način vzeti iz konteksta, kot je to neizogibno, v kontekstu tistega, o čemer smo se pogovarjali, pa vendarle sama opažam, da si ti pogosto zelo narobe razumljen in to z vseh strani in na vse načine in z vseh vidikov, ko o teh zadevah govoriš, tako da jaz tebe nisem izvala, čeprav Matej je rekel, izvala sta se, ampak bi te pa zdaj izvala, da prosim ne obmolkneš. Čeprav si utrujen. Zdaj moramo očati, ker ni na vrsti, pa okrogla miza se mora končati. Ampak generalno, ampak utrujeni smo verjetno vsi, zato smo tudi mogoče na tej listi vplivnih pravnikov, ker smo glasni, ker povemo svoje stališča, pa se zato okroglo mizo oziroma pol okroglo mizo gotovo med sabo ne strinjamo v marsičem, pa vendarle vsi smo pravzaprav deležni psovanja, žaljenja, diskreditacij, natolcevanj in tako naprej. In ja, tudi mene kot političarko to gotovo utruja, kot akademik prej sem bila bolj, bom rekla, anonimna, bila sem tudi tujini in sem živela zelo mirno življenje, ne bi se bilo treba izpostavljati. Pa vendarle vsakič, ko doživiš take odnose, se moraš potem vzeti nekaj premora, pa vendar se potem zavedati, da imaš to odgovornost, sploh mogoče sedaj potem po tej odgovornosti dodatni, ki je naložena, da ne smemo obmolkniti, kajti če obmolknejo tisti, ki imajo jasna stališča, pa tudi, če so nam všeč ali ne. Tukaj se z Andražem popolnoma strinjam. Sedaj se ta trenutek ne morem spomniti, kdo je avtor enega od meni ljubih citatov na tem področju, ki je rekel, mogoče so kdo od vas, kolegov, ki ste bolj nekako v teh akademskih vodah še ostali, spomne, ne strinjam se s tem, kar praviš, ampak do smrti bom zagovarjal pravico tega, da to praviš. In to je res, seveda, meje so jasno postavljene. Tudi tukaj mislim, da je Andraž sedaj ravno tako morda ne povsem jasno, ampak jaz mislim, da dovolj jasno povedal. Meje so, svoboda izražanja ni absolutna, meje so in so zelo jasno določene, oziroma recimo temu jasno določene. Predsednik vlade nima svobode izražanja, ne? Jaz mislim, da predsednik vlade ima svobodo izražanja, absolutno ima svobodo izražanja, ne bi se na tem mestu predelovala do njegovega poziva ali ne poziva. Kot institucija, kot država. Vsekakor mora paziti, da ne posega v pristojnosti drugih vej oblasti. Tu se strinjam. Menim pa, in to lahko povem, kaj ima pravice posameznikov? Če smem dokončati, Matej, tukaj smo mogoče na nekoliko različnih mnenjih glede tega, kako daleč je predsednik vlade s to izjavo šel. Moje mnenje je, da ni šel predaleč, da ni posegal v pristojnosti sodnih in drugih pristojnih organov, ki odločajo o kaznivosti ali nekaznivosti takega govora. Tako, ali je pa tukaj šel predaleč v smislu, da daje pritisk na državna podjetja ali kakorkoli, to je drugo vprašanje. Je pa tisto, kar je pomembno in tukaj tudi sama sem sedaj na Twitterju mogoče že tudi izrazila, da popolnoma razumem pomisleke. Kajti strinjam se s tem, pluralizem je potrebno dopustiti, je nujno, to je tudi tisto, kar sem že prej v začetku omenila, ta dinamika mora ostajati, moramo pa vendarle zaščititi pravice drugih, katerih dostojanstvo in pa njihove temeljne pravice se tudi s takim govorom in s takim odnosom kršijo. Res pa je, da
zato obstajajo in morajo obstajati vnaprej predvideni mehanizmi odločanja, ki niso samo kazenskopravni, to moramo poudariti. Tisto, kar mene izjemno moti v tem diskurzu, in pridružujem se Andražu, ki pravi, da diskurs ni več mogoč, po mojem mnenju ni onemogočen samo zato, ker je z vseh strani postal izjemno agresiven in žaljiv, in tukaj so vse strani, spet govorimo o politično-nazorskih prepričanjih, postale agresivne, napadalne, tudi žaljive. Postal je nemogoč zato, ker po mojem mnenju, ker smo ga spolarizirali na dve vprašanji, ali absolutna svoboda izražanja ali kaznovalna represija. Menim pa sama, in tudi tukaj pravzaprav Ministrstvo za pravosodje, sedaj lahko grem v to smer, je na stališču, da moramo ta diskurs pripeljati v ta umestni prostor, kjer je prostor za omejevanje in kjer je tudi prostor za ukrepanje manj radikalen, kot je kazenska represija, ki je v naši državi, v naši kazenskopravni zakonodaji sploh skrajno sredstvo, glede na izjemno ozko formulacijo kaznivega dejanja, tako imenovanega sovražnega govora. Tukaj vmes pa so prostori za administrativne ukrepe, kot je prekrškovna zakonodaja, in pa seveda tudi civilno-pravni ukrepi, kot so odškodninske tožbe, ki pa so stvar posameznika, ki je prizadet, in mislim, da v primeru tega tako imenovanega sovražnega govora manj pride v upoštev. Kar se pa tiče administrativnih ukrepov, je pa naše mnenje, tako moje osebno, tudi strokovno mnenje, pa tudi mnenje Ministrstva za pravosodje, da na tem področju je pa potrebno marsikaj prilagoditi današnji realnosti, tako tehnološki kot realnosti medijskega prostora, dejstva, da je večina komunikacije in medijske korespondence in medijskega izražanja poteka na spletu, da poteka na anonimiziranih spletnih forumih in tako naprej. In menim, da tukaj po eni strani je potrebno, in si zato tudi že prizadevamo, veliko na to temo delamo, pripravljamo morebitne predloge tudi v sodelovanju z drugimi pristojnimi resornimi ministrstvi, kajti večina tega po našem mnenju pravzaprav ni pristojnosti Ministrstva za pravosodje, ki ta trenutek tudi nima namena spreminjati kazenske zakonodaje, kot smo rekli, ta formulacija določa, da je kazenskopravni odgovor skrajno sredstvo in tako naj ostane. Ne vmešavamo se v seveda avtonomno tožilsko politiko Vrhovnega državnega tožilstva, to je v njihovi pristojnosti, da odločajo, kako bodo to naslavljali v praksi. Si pa prizadevam in nekako spodbujamo k premisleku zlasti Ministrstvu za kulturo, k spremembi medijske zakonodaje, ki, kot vemo, jasno določa prepoved razširjanja določenih nestrpnih in podobnih vsebin, ne predvideva nobene sankcije, je torej prazna določba v tem smislu, predvsem pa ni dovolj jasna in prilagojena, ko se rekla temu tehničnemu današnjemu okolju in družbenemu okolju. In tukaj se pravi na področju medijske zakonodaje, pa seveda tudi na področju druge prekrškovne zakonodaje, katere del recimo Zakon o varstvu javnega reda in miru, pa spada delno tudi v našo pristojnost in Zakon o prekrških na splošno. Tukaj nekako moramo iskati, ne bom rekla nujno zaostrovanje, ampak zaostrovanje v smislu ukrepanja. Kajti sedaj imamo prepoved, nimamo pa ukrepanje na tisti ravni, ki meni, da bi bila prvič manj represivna in zato verjetno tudi manj kontroverzna in problematična z vidika ohranjanja pluralizma in svobode izražanja, in drugič tudi bolj učinkovita kot kazenska represija. Kazenska represija verjetno ni najbolj učinkovita tudi zaradi dolgotrajnosti postopkov, ne nazadnje, in zaradi te ozke formulacije. Ne nazadnje pa tudi verjetno ne bo pravzaprav zmanjšala problema, s katerim pa se ukvarjamo in se verjetno vsi zato mi zastrinjamo, da je problem nestrpnega govora, spodbujanja nestrpnosti in sovražnosti postal v naši družbi velik problem. Ampak to me pa zdaj, kar si povedala, me navdaja z neko precejšnjo ustavnopravno skepso, ker najbolj nevarna je ravno administrativna država. Absolutno, se strinjam. In zdaj, če bomo tiste, ki se izražajo na način, ki ni kazenskopravno pregonljiv, omejevali z administrativnim ravnanjem, s tem posegamo v tisto, kar je ustavnopravno dopustno. In to bi znalo biti še mnogo, mnogo bolj problematično. Zakaj recimo se, tukaj je bilo potem v bistvu vprašanje za gospoda Jakliča, ki ga seveda to ne moramo vprašati, ker sedi na ustavno sodišče, bom potem iz tega speljal. Zakaj ni sposobna vlada, ki je deklaratorno sestavljena iz liberalnih strank, reči, pravni okvir je jasen, potem pa je za civilno družbo, da skuša svojo razpravo tiste ideje, ki se ji zdijo neprimerne, žaljive, na prepričljiv način, habermasijanski ali pa rolzijanski način javnega diskurza iztisniti na družbeni rob. Zakaj se mora s tem ukvarjati država? Se pravi, tukaj imamo neko stališče, ki bi se ga v ideološkem smislu pojmenovalo nek razpon med avtoritarnim gledanjem na svobodo in bolj liberalnim gledanjem na svobodo. In če smem, zdaj moram zadevo peljati naprej na gospoda Jakliča,
Tukaj imam eno vprašanje. Če smem pa mogoče kasneje pojasniti z par stavke. Ker bomo končali, bomo, obljubim. Na Twitterju me sprašujejo v zvezi z ustavnim sodiščem, vprašanje ni neposredno za vas, številne pa vendarle zanima. Kaj je pravzaprav tisto, o čemer se sodniki na ustavnem sodišču ne strinjajo? Ne more držati, da je glavni konflikt med tistimi, ki jih podpira Levica, tisti, ki podpira Levica, ki jih je predlagal Janša, ki jih je predlagal nekdo, ki ni Janša. Po vašem mnenju, pa potem, kar pove literatura na to temo, kaj je tisto, kar je v bistvu jedro razhajanj med ustavnimi sodniki? Ja, o tem sem že nekajkrat tudi spregovoril, tudi sam v slovenskem javnem prostoru. O tem tudi piše literatura, več je izvorov nesoglasja. Pri sojenju na ustavnem sodišču gre seveda za interpretacijo pravnih norm. Interpretacija pravnih norm, pa vemo, je lahko različna že zaradi vprašanja, kakšno sodno filozofijo ima posamezen sodnik. Nekateri sodniki, če gledamo primerjalno, se zelo zavzemajo za tako imenovano izvorno branje ustave. To so tako imenovani originalisti, izvorni interpreti. To pomeni, da boš razlagal ustavo vselej, v vsakem primeru ali pa v veliki večini primerov tako, kot so jo takrat pisci ustave, ta člen, ki ga razlagaš, razumeli in nikakor drugače. Ne boš vnašal svojih moralnih, svojih svetovno-nazorskih preferenc. To je izvorno branje. Potem drugo je tako imenovano moralno branje, Dworkinov izraz. Tisti izvorno branje je izraz sodnika pokojnega vrhovnega sodišča ZDA Scalije. Moralno branje je nasprotje temu. Po tej razlagi sodniki dopuščajo, da neko normo razložijo drugače, kot so jo razlagali takrat, ko je bila sprejeta v ustavo, 200 let nazaj. Jo razlagajo glede na današnji kontekst, seveda včasih povsem drugače, kot so jo razlagali tisti, ki so jo sprejeli. In tukaj vstopajo tudi trenutne svetovno-nazorske koncepcije, ki jih imajo različni sodniki, seveda različne. Izvorni bralci to zelo ostro kritizirajo in pravijo, to je tako imenovani spinning in the grave test. Kolikokrat se bo tisti, ki je sprejel to normo, zavrtel v grobu, ker se s tem zdaj ne strinja več. Potem imate pa še vmesno različico, bolj pragmatični bralci, razlagalci ustave, to so pa tisti, ki se zavzemajo za moralno branje, ampak vseeno se zavedajo, da ne smejo preveč napeti te strune, kajti sicer bi bilo ustavno sojenje lahko zelo podobno političnemu argumentiranju. In pravzaprav ustava kot pravni akt sploh ne bi zavezovala. Potem bi bila prazna, vse te norme bi bile prazne. Takšna je vsaj kritika. In gredo v moralno smer, ampak počasi po korakih z uporabo precej argumentov iz teorije izvornega branja. Torej, to je eden od razlogov, eden od izvorov nesoglasja med ustavnimi sodniki. Potem je pa, jaz bi rekel, še drugi. Vsi sodniki, ki zavzamejo vsaj delček moralnega branja kot del legitimne interpretacije ustavnega sodnika, bodo imeli različne moralne koncepcije, različne teorije pravičnosti. Eni bodo bolj liberalni, drugi bolj konzervativni, spet tretji progresivni, eni bodo bolj levo-liberalni, desno-liberalni. In o tem nenazadnje se tudi v Sloveniji je že nekaj malega govorilo. Profesor Toplak je napisal eno zelo zanimivo študijo, kjer nas je razporedil nekako po kriteriju, kolikokrat določen sodnik odloči v korist pravice, kolikokrat v korist države. In to je neka študija, ki je pravzaprav sledi tovrstnim analizam po svetu in je izjemno dragocena tudi v slovenskem prostoru. Jaz upam, da se bodo tovrstne analize nadaljevale in to pravzaprav pokaže na to nesoglasje. Zdaj, kaj je izvor nesoglasja, bi verjetno bilo potrebno pogledati vsako odločitev posebej, ampak rezultati so bili zelo zanimivi. Pokazali so na precejšno razhajanje med tistimi sodniki, ki sodijo v korist pravice pritožnika in tistimi, ki
sodijo bolj v korist interesa države. To je vse legitimno, tako je tudi v tujini, na tujih ustavnih sodiščih, ampak če se zavedamo te ločnice, teh dimenzij, potem lahko pa tudi govorimo o torej svetovnonazorskih izvorih nekega nesoglasja, ki so po klasičnih linijah tukaj pač pred nami razporejeni. Tako da to je ta izvor. Mislim, da je to ne samo v naravi stvari tako da se ne moremo temu izogniti, ampak tako je tudi prav. Kajti delali bi silo, če se povežem s svojo tisto prejšnjo poanto, nad pluralizmom, nad pravzaprav svobodo misli vsakega človeka. Če bi želeli sodnike uokviriti v enotno mnenje ali pa skušati napraviti to bogatstvo pluralizma, ki prodira tudi v interpretaciji ustavnega sodišča, bolj monolitno. To so delali v totalitarnih režimih. John Rawls pa pravi, vselej, ko imamo svobodne inštitucije, se ni treba bati za neko družbo. Vselej bo prišla ta narava, ki je v človeku pravzaprav, v človekovi naravi na plan. To se je pojavilo šele v moderni dobi. V srednjem veku je bil diskurs popolnoma zmonopoliziran. Vsi so mislili približno enako, oziroma mnogo bolj enako kot sedaj, ko se je zgodovinsko gledano vzpostavil sistem bolj svobodnih inštitucij. Tako da stremeti moramo k temu, da bi napravili te inštitucije čim bolj svobodne, čim bolj pluralne in potem se ni treba bati tudi za družbo, ki v nekem trenutku še ni pluralna. Slej ko prej, če bomo resnično sledili tem idealom in delali v to smer, bo. Seveda je pa odgovornost na vseh akterjih, sodnikih, organih pregona, izvoljenih poslancih, na izvršni veji oblasti, vsi moramo imeti to pred očmi, vključno s političnimi strankami. In če imate to pred očmi in stremite k temu cilju pošteno in vas ne premaga tista želja po več oblasti, ko bi kakšno bližnico usekal, če tako rečem, in potlačil ta pluralizem, namesto da bi ga pripeljal čim več v javni diskurs. Če bomo sledili temu cilju, potem mislim, da bomo uspeli kot država. Hvala lepa, to je šlo že kar precej tudi v smeri zaključne besede, kar je tudi prav, ker bomo počasi morali skleniti, čeprav, kot sem rekel, ko je lušno, hitro mine. Dve vprašanji imam. Eno, ga bom namenil Juretu. Takole pravijo. Ali smatrate ustavno sodišče za strokovno bolj suvereno od ostalega sodstva? Če da, kako razlagate stanje, da je njegov ugled na enako nizki, mogoče celo nižji stopnji kot ostalo sodstvo? Dva vprašanja sta bila, ne? Tako je. Ja. Torej, mogoče na tole, no? Ali smatraš ustavno sodišče za strokovno bolj suvereno od ostalega sodstva? Na kratko. Pa ne, ali ne. Ja, smatram ga za bolj suverenega in smatram ga, mislim, hvaležen sem, da kot državljan, da ustavno sodišče postavlja visoke standarde varstva človekovih pravic, da je vse bolj ta varnostna mreža, ki ustavlja zadeve, predno bi kršitev ugotovilo Evropsko sodišče človekovih pravic. Mislim pa, da je zelo pomembno to, kar sta prej omenjala, da so med ustavnimi sodniki velike razlike glede tega, kolikokrat se kateri sodnik postavi na stran posameznika, ki prosi za pomoč to sodišče, ali pa na stran države, katere ravnanje ustavno sodišče presoja. Zdaj, ker verjamem, da je transparentnost ključ do zaupanja v sodstvo, to pa to drugo vprašanje, kako to, da imajo tako nizko zaupanje, ker verjamem, da je transparentnost ključ do zaupanja povsod in tudi v sodstvu. Bom sam prispeval, poleg te analize, ki ste jo prej omenili, z novimi analizami in sicer nameravam za nazaj prešteti, kolikokrat je kdo bil poročevalec na ustavnem sodišču v zadevah, ki so kasneje padle na ustavnem sodišču. Zadev je ogromno. Na evropskem, ne? Kaj sem pa res rekel? Na evropskem sodišču, ja. Zadev je ogromno in marsikateri sodnik ne more vsega
preštudirati vseh 1000 zadev, o katerih vsi odločajo, ampak tisti, ki je poročevalec, pa bi moral prepoznati kršitev Evropske konvencije človekovih pravic. In ko upam, da bo ta analiza vsakega posameznega sodnika, ki je do zdaj bil na ustavljen, kolikokrat je bil poročevalec, pa je Evropsko sodišče ugotovilo kršitev, da bo pomagala, da v bodoče tega ne bo več ali pa bo tega manj. Hvala, Jure. Kolega Šepec, tole bo prav za vas. Kako je lahko razžalitev kaznivo dejanje in hkrati varovan govor, ki žali? Mogoče v podnaslovu ali pa fusnota, tukaj imamo tudi problematiko pač pregona, kazensko-pravnega pregona na zasebno tožbo, ne? Ja, razmerje za civilno. To je dobro vprašanje in večina anglo-ameriških držav je kazniva dejanja zoper čast in dobro ime že odpravila. Češ naj se to rešuje v civilnih zadevah, mi pa vztrajamo na tem nemškem sistemu, kjer je čas še vedno ena od dobrin, ki jih država kazensko-pravno ščiti. In tudi niso vsa na zasebni pregon, recimo nekatera so celo na predlog in potem država preganja. Tako da, ja, ena od omejitev govora je tudi integriteta posameznika. Torej, že v 10. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah, če nekdo napada čast, torej namen ni politični diskurs in prispevek demokracije, ampak samo žalitev posameznika, se lahko država tudi za represijo odzove. Pri nas je ta represija kazensko-pravna z zelo nizkimi sankcijami. Ostaja, ne bi bilo nič narobe, če bi jo preprosto vrgli ven, torej tudi ne bi bilo nič kaj zelo hudega, ampak kot taka pa še vedno je ustavno sprejemljiva in tudi sprejemljiva z vidika Evropske konvencije. Tako da to je neka bolj politična odločitev, ali to ohranimo kot kaznivo dejanje, ali naj se to prepusti v civilni pregon, ali pa preprosto ostane tako stanje, kot je zdaj. Andraž, na kratko? Kot koordinator med drugim lahko tega bralca opozoriš, da bo prav to vprašanje kar dobro pojasneno ali pa odlično pojasneno v novem komentarju Ustave. Tudi na podlagi že zadnjih odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki se je do tega izrecno opredelilo kar široko argumentirano in je dobra argumentacija. Ker si to že storil, hvala lepa. Gospa varuhinja, k koncu gremo. Po vseh teh letih na funkciji varuhinje človekovih pravic in po vseh teh letih tudi prakse v slovenskem pravosodju, kaj pa je vendarle tisto, kar vas navdaja z optimizmom? Marsikaj. Jaz sem večni optimist, optimistka in vedno upam, da bo bolje. In ko pogledam odzivno poročilo vlade na naša priporočila, si rečem, no, vsako leto je več upoštevanih. In zato sem prepričana, da bodo tudi taki dogodki in tudi kritične misli ljudi, če se bomo poslušali in tudi slišali, prispevali k temu, da bo spoštovanje vsakogar na višji ravni. Nika, dolžan sem ti stavek, največ 2. Na podobno temo. V izzivu. Na to isto temo z optimizmom mogoče nadaljujemo s tem. Prej mogoče samo en stavek o tem, da seveda strinjam se s tavo, ustavno-pravna skepsa v primeru administrativnih sankcij je potrebna in gotovo ne bi na pamet in ne bomo na pamet delali teh sprememb, ampak tisto, kar pa zdaj mogoče se navezuje na vprašanje optimizma, ampak sodelovanje s stroko. In jaz vidim optimizem v tem, da sedaj bom govorila z vidika seveda predstavnice vlade, nova sem v tej funkciji, pri takem delu. Tukaj sem komaj 2 meseca in nekaj dni in vendarle me navdaja z optimizmom natančno tisto, kar je omenila varuhinja, to je, da je odzivnost na taka poročila, opozorila in pobude vendarle vedno večja. V okviru samega Ministrstva za pravosodje sem izjemno zadovoljna, ko vidim, da imamo res dobre strokovnjake, ki se trudijo, ki trdo delajo. Vidim, da je volja za sodelovanje morda večja, kot je bila nekdaj v preteklosti, tudi znotraj koalicije. To me navdaja z nekim optimizmom. Jaz se bom osebno tudi trudila za to, da se dejansko pomembna, zlasti ustavno-pravna pomembna vprašanja pomembna za ljudi ves čas urejajo v skladu s stroko, da si prizadevamo za to in to tudi tukaj že nekaj optimizma vidimo, nekaj napredka, da se odpravljajo pogosta neskladja notranja v zakonodaji in predpisih, ki povzročajo izjemno zmedo pri ljudeh, ki se ne znajo več obrniti, že pravniki se več ne znajdemo, ampak tudi v tej smeri počasi delamo. In to so vse optimistične zadeve. Predvsem pa vidim tisti premik, ki sem ga na začetku izpostavila, da je potreben, da se vendarle posamezni
posamezni strokovnjaki na vseh področjih, tudi pravniki na vseh horizontalah, če želiš, vendarle začenjajo zavedati, da morajo pri sebi najprej dejansko zagotoviti primerne strokovne standarde, primerna znanja in pa se zavedati, da pravo kot tako, če tukaj zaključim, ni zgolj neka obrt, ni lukrativna dejavnost, ampak je predvsem poslanstvo. In več, ko bomo videli tega premika v zavesti, pričakujem in tudi tukaj je optimizem, to predvsem od mlajših generacij pravnikov, potem mislim, da gremo v pravo smer. Vendar si moramo pa vsak od nas za to vsakodnevno prizadevati. Gospod Jaklič, en stavek, optimističen. Torej, prvi predpogoj je priznanje problema, recognition, kot pravijo. Ko si bomo to priznali, da imamo tam pri predpogojih svobodne demokratične družbe problem in kakšen problem imamo tam, potem si bomo lahko nalili čistega vina in začrtali pot naprej. Kot sem pa že rekel, na vseh akterjih je, tukaj pa ne samo institucionalnih, ampak tudi akademskih, skupaj z vsemi institucionalnimi, da z vsakim svojim korakom, vsako svojo odločitvijo, vsakim svojim argumentom sledijo tudi tej vrednostni usmeritvi uresničitve predpogojev svobodne demokratične družbe. In se upreti skušnjavi, da bi pač, recimo, predvsem politika v tej skušnjavi ubrala kakšno bližnico in si zagotovila kakšen monopol tam, kjer ga v svobodni demokratični družbi ne more biti. Kolega Šepec. Ja, poleg strokovnjakov, tukaj izbranih in ostalih, absolutno je inspiracija moja, so študentje. Večina je vrhunskih in če bo šlo tako naprej, mislim, da bo pravna prihodnost Slovenije zelo lepa. Tako da sem optimist. Kolega Toplak. Optimizem. Jaz sem mislil, da sem že zadnji stavek še kakšen? Bom prepustil še Andražu, ker najmanj govoril se mi zdi. Nisi optimist? Optimističen molk. V redu. Jaz si kot zaključno besedo ne morem privoščiti zaključnega molka, to je bilo skrajno nenavadno. Lahko pa se še enkrat najprej seveda zahvalim vsem sodelujočim na današnji okrogli mizi, vsem tistim, ki ste jih podprli kot najvplivnejše slovenske pravnike. Vpliv je nekaj zelo dobrega, ampak vpliv seveda nosi za sabo tudi veliko odgovornost. Največja moč, največja odgovornost. Tako da s tem jih pošiljate v njihova nadaljna institucionalna poslanstva. Jaz pa se tudi optimistično pravzaprav pridružujem vsem ostalim in upam, da naslednje leto ali pa v naslednjih letih ne bomo več govorili o reformi demokratične in pravne države z vprašajem, ampak da bomo govorili predvsem o tem, zakaj je Slovenija končno bolj demokratična in končno bolj pravna. Hvala lepa.